To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Regijska predstavitev osnutka strategije regionalnega razvoja Slovenije od 2026 do 2052. Babica zima navdušila mlado občinstvo. Cepljenje proti gripi. V oddaji Med nama bosta z nami zakonca, ki ustvarjata pod imenom Misticizem. In še vreme, tudi jutri bo po večini oblačno. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, lepo pozdravljeni. Razvojni center Murska Sobota je skupaj z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj pripravil regijsko predstavitev osnutka strategije regionalnega razvoja Slovenije od 2026 do 2052. V dvorani Duše Škof v gradu Murska Sobota je včeraj potekala predstavitev osnutka strategije regionalnega razvoja Slovenije 2026 do 2025. Strategija skladnega regionalnega razvoja je dokument, ki bo predstavljen v vseh 12 razvojnih regijah, danes v Murski Soboti, je pa povezana močno z dogodkom, ki bo jutri na vrsti na vladi, to z zakonom o skladnem regionalnem razvoju, katerega predlog smo na ministrstvu pripravili in ga dali v vladno proceduro. Jaz sem prepričan, da bo zakon v januarju tudi v parlamentu sprejet. Obetamo si še kakih mogoče boljših idej ali dobrih idej tudi v parlamentu v obliki amandmajev. Drugače pa generalno gledano vse, kar počnemo na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, gre v to smer, da se Slovenija bolj usklajeno razvija, da osrednja slovenska regija sicer naj še naprej doživlja tak razvoj kot ga, ampak ostale regije, ki pa so ostale skozi desetletja od zadaj, morajo srednjo slovensko regijo dohiteti. Glede osnutka minister pravi, da je za Pomurje spodbuden, bodo pa morali Pomurci sami zavihati rokave. Spodbuden je toliko, koliko bo pomurska regija tudi sama drzna. Mi pravzaprav dajemo strategijo v parlament kot horizontalni dokument, kaj to pomeni, da bodo vsa ministrstva tista, ki bodo skrbela za skladni regionalni razvoj na vseh ravneh delovanja vlade. Težišče pa je v regijah. Regije morajo same poskrbeti za sebe, morajo imeti dobre, drzne ideje, ideje, ki, kot pogostokrat rečemo, štrlijo iz povprečja, bodisi na področju inovativnosti, kreativnosti, konkurenčnosti, predvsem to, kar bo za Slovenijo in za Evropo pravzaprav zelo pomembno v naslednji finančni perspektivi 27-34. Torej ne bo priložnosti več, da bi na Ljubljano kazali, da je Ljubljana kriva, ampak bo treba tudi pogledati malo vase. Osnutek strategije regionalnega razvoja daje regionalnemu razvoju tudi podlago za učinkovitejše spremljanje in vrednotenje. V okviru prireditev Praznični december je gledališče Park Murska Sobota gostilo otroško gledališko predstavo Recept za sneg v izvedbi gledališke skupine Kukuc. Zgodba predstave se vrti okoli babice Zime, ki že stoletja skrbi, da so zime polne snega, sankanja snežakov in prazničnih lučk. Ker pa je na svetu že zelo dolgo, jo začne pestiti pozabljivost, ki tokrat povzroči pravo zmešnjavo. Babica se namreč ne more spomniti, kam je skrila recept za sneg. Na pomoč ji priskočijo njene živalske prijateljice, ključno vlogo pa imajo tudi otroci v občinstvu, ki aktivno sodelujejo pri iskanju rešitve. Spoštovani gledalci, kot smo že povedali, je sezona gripe v porastu. Zato se bomo danes pogovarjali o zaščiti, natančneje o cepljenju, z magistro zdravstvene nege Tino Jakob iz ambulante za cepljenje Zdravstvenega doma Murska Sobota. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Gripa je v porastu, letos nas je obiskala 6 tednov prej in to je pravi čas, da se odločimo za cepljenje. Tako, še vedno je aktualno cepljenje proti gripi, zato ljudi še vedno pozivamo, da se pridejo cepiti.
ker le tako se najučinkoviteje zaščitimo proti gripi. Tako da priporočljivo je za vse tiste, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred to boleznijo. Predvsem je priporočljivo za vse kronične bolnike, tiste, ki so stari nad 65 let ali več, potem tudi za nosečnice, za majhne otroke in pa za ljudi z prekomerno telesno težo. Cepljenje proti gripi ščiti tako pred boleznijo kot pred morebitnimi zapleti. Zdaj pri osebah, ki so mlajše, ki so brez kroničnih bolezni, poteka gripa lažje, se pravi z nekaj dni vročine, bolečinami v mišicah, sklepi in pa z obolenji dihal. Pri ogroženih skupinah, pri starejših osebah, pa se lahko pride so pogostejši zapleti, je lahko težja klinična slika in pa lahko je tudi malo višja smrtnost. Se moramo vsako leto znova cepiti? Je dovolj en odmerek cepiva na sezono? Tako, vsako sezono se cepimo enkrat. Otroci mlajši od 9 let, ki se cepijo prvič, pa dobijo 2 odmerka v razmiku 4 tednov. Zaščita se vzpostavi približno 2 tedna po cepljenju in traja več mesecev, zato se je priporočljivo čim prej cepiti. Zdaj, če človek ima recimo zmerno do resno akutno bolezen z vročino ali brez, potem to cepljenje prestavimo. Če pa je blažja bolezen, se pravi prehlad, potem pa to ni ovira za cepljenje. Kaj pa priporočate proti širjenju gripe? Čisto enostavna pravila, se pravi, pogosto si umivamo roke, zračimo prostore, bolj pogosto čistimo površine, predmete, poskrbimo, da bolj zdravo jemo, se več gibamo, nekako se izogibamo teh prenatrpanih prostorov in pa seveda, da se cepimo. Se je morda priporočljivo istočasno cepiti tudi proti pnevmokoknim okužbam? Ja, istočasno lahko opravimo tudi to cepljenje, še posebej je priporočljivo za kronične in pa starejše ljudi nad 65 let. Cepljenje lahko opravimo sočasno ali za kakršnim kolim razmikom, prav tako velja za cepljenje proti gripi in COVID-19. Za te osebe, kronične in stare nad 65 let ali več, je cepljenje zastonj, je krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in proti pnevmokokom se lahko cepimo skozi vso leto, proti gripi pa samo v sezoni. Zdaj pa morda tiste praktične informacije, kje se izvaja cepljenje. Ja, cepljenje se izvaja pri osebnih oziroma izbranih zdravnikih, pediatrih, na območnih enotah NIJZ in pa seveda v naši ambulanti za cepljenje. Trenutno imamo še na zalogi nekaj 4-valentnega cepiva, vendar pa, ker je zaloga v Sloveniji pošla, bo sedaj na razpolago 3-valentno cepivo. Prav tako je cepljenje proti gripi brezplačno za vse osebe, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Kaj pomeni 3-valentno cepivo? Da je proti 3 virusom, ki krožijo, imeli smo pa 4-valentno proti 4. Ja. In morda za konec še delovni čas ambulante? Ja. Delovni čas bo ta teden še v četrtek od 8. do 13. ure, v petek od 10. do 14. ure in pa potem bomo še cepili zadnja 2 tedna ob ponedeljkih zaradi praznikov. 22.12. bomo cepili od 14. do 16. ure in pa zadnji ponedeljek bomo cepili od 11. do 13. ure. Se moramo na cepljenje naročiti, poklicati? Ne, ni se potrebno naročiti. Najlepša hvala za vse podane informacije, za vaš obisk v studiu in seveda vse dobro, predvsem pa veliko zdravja. Hvala enako. V oddaji Med nama bosta z nami zakonca Matjaž in Simon Kosi, ki ustvarjata pod imenom Misticizem. Med drugim sta Samanti Gomboc povedala tudi, kakšne so negativne plati slave.
Neverjetno, kaj vse ljudje spišejo, ponavadi so to kakšni lažni profili ali pa zelo zanimivo, da so to dostikrat, ne vem zakaj, to bi mogoče sociološko moral iti raziskovati, dostikrat so to kakšne ženske od 60. leta navzgor na Facebooku, ko znajo biti zelo nesramne, zelo pikro pisati, ne vem zakaj. In največkrat jih moti to, da objavljamo kaj z otroci, a same imajo slike, kako vnuke držijo. Tako da mislim, če ti lahko daš svoje vnuke, jih imaš na sliki, zakaj midva pol svojih otrok ne bi smela imeti in kaj delamo tako slabega, ne? In kako kaže z vremenom v prihodnjih dneh? Jutri se bo nadaljevalo po večini oblačno vreme. Zjutraj je bilo oblačno. Opoldne so v Murski Soboti in Lendavi namerili 2, v Radencih 3, v Krajinskem parku Goričko pa 1 stopinjo Celzija. Jutri se bo nadaljevalo po večini oblačno vreme. Po nižinah vzhodne Slovenije bo sprva marsikje megleno, čez dan pa se bo tam ponekod delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, najvišje dnevne od 4 do 10. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti, Mariboru in na Ptuju 4, najvišje dnevne po Murski Soboti 11, v Mariboru in na Ptuju pa 12 stopinj Celzija. V petek bo precej jasno, v soboto pa bo po večini oblačno ali megleno. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 3 in 4, čez dan pa med 7 in 11 stopinj Celzija. To je bilo za danes vse, kar smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju lahko spremljate tudi preko naše spletne strani ali socialnih omrežij. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav!